Razprava o splavu je ena najbolj intenzivnih razprav doslej in Jubilee je pravkar gostil eno progresivno zagovornico splava po imenu Naomi, ki se je soočila z 20 aktivisti proti splavu. Toda tisto, kar je bilo pri tej razpravi res noro, ni bilo to, kar se je zgodilo med razpravo, ampak to, kar se je zgodilo po njej. V videu, ki je zdaj postal izjemno viralen, Naomi deli svojo izkušnjo. In iskreno je čudovito. Morda se spomnite Naomi iz tiste neverjetne razprave s Charliem Kirkom, v kateri jo je praktično popolnoma uničil. K temu se bomo vrnili čez trenutek, ampak najprej poslušajte, kaj je imela zapovedati. In razlog, zakaj je to tako pomembno je, veste kaj, k temu bomo prišli čez trenutek. Razpravljala sem z 20 ženskami iz Gibanja za življenje in po razpravi se je zgodilo nekaj precej norega. V redu, vse skupaj je bila zelo intenzivna izkušnja. Lahko si jo ogledate ta vikend v oddaji Dr. Duff. Ko pa smo končale, smo klepetale, se smejale, vzdušje je bilo res dobro. In te ženske rečejo, ja, mimogrede, imamo darilo zate. In izročijo kuverto. Zbrale so dolarje, da bi mi pomagale pri prihajajoči selitvi. To je res globoko dejanje prijaznosti. Zaradi tega sem se morala ustaviti in zamisliti. Da, in vsakogar bi moralo spodbuditi k razmisleku, saj so to trenutki, zaradi katerih sem sploh na internetu. V naših razpravah smo popolnoma pozabili, da so za tipkovnicami resnični ljudje s pravimi mnenji. In dejstvo, da se Gibanje za življenje prikazuje kot skupina žensk, ki jih ne zanimajo druge ženske in jim je mar le za znanstvena dejstva, in ki v resnici niso sočutne do človeške izkušnje, je zelo zavajajoče. Kajti ženske iz Gibanja za življenje, ki jih poznam jaz, so ene najbolj neverjetnih žensk, ki jim je resnično in globoko mar za to, kaj pomeni biti mama, biti ženska, imeti otroka, prinesti življenje na svet. In Gibanje za splav iskreno na mnoge načine tega ne predstavlja. Če pa bi pogledali na spletu, tega ne bi videli zaradi te propagande, ki skuša prikazati, da če si za splav, ti je dejansko mar za pravice žensk, veste. Da reši samo sebe in se zaščiti, ter je bolj kot karkoli drugega mar za svoje telo. In ta video je le opomni, kako pogosto ženskam iz Gibanja za življenje, resnično, globoko mar za druge. In to lahko vidite v njenih očeh. Tako da, ko si ves čas na političnem spletu, se včasih lahko ujameš v grožnje s smrtjo, slabo napisane sovražne komentarje, grozno zakonodajo in preprosto v izprijenost sveta. Moj feed je čist zjeban. Preprosto je pozabiti, da niso vsi, ki se ne strinjajo s tabo, proti tebi, zato ker ti želijo škodovati. In samo zato, ker se ne strinjamo, še ne pomeni, da se ne moremo imeti radi in si tega pokazati. Ampak motila sem se. Tega nikoli več ne bom javno povedala, ampak je res. Ljudje se lahko z mano ne strinjajo in so še vedno prijazni in čudoviti. Hvala vam, dame, da ste me na to spomnile. Hvala, ker to utelešate. In hvala, ker ste mi pomagali v stiski. Mimogrede, tega ne govorim samo zato, ker so mi dale denar. To sem želela deliti, ker mislim, da je res lepo. In mislim, da je to nekaj, kar si zasluži, da se deli. Ampak tudi, če tega ne bi naredile, je bila to še vedno najbolj spoštljiva razprava, v kateri sem kdaj sodelovala. In čeprav se moje mnenja niso spremenila, vas vse kot osebe resnično spoštujem. Vesela sem, da sem lahko slišala vaša stališča in bolje razumela vaša prepričanja. In resnično sem presenečena in zelo vesela, da smo našli skupno točko med razpravo o eni najbolj spornih tem v politiki. Zato se vam še enkrat zahvaljujem za vse, resnično. Rada vas imam, res. Mislim, a lahko sam rečem, da je to eden mojih najljubših trenutkov na internetu, ker je tako pomemben opomnik. Najprej pohvale in čestitke njej, ker bi lahko to zgodbo popolnoma zamolčala, saj nekako dokazuje nekaj, za kar niti sama ne ve, kaj želi dokazati. Ampak res je, za zaprtimi vrati in v resničnem življenju so ljudje iskreno veliko boljši, kot se zdijo na spletu. In ko imaš dve osebi, ki sta silovito na nasprotnih straneh razprave, je to pogosto zato, ker obe v resnici delita globoko strast in skrb. Samo ne strinjata se glede strategij, taktik ali načina, kako to doseči. In te ljudje se pogosto glede mnogih drugih stvari ujemajo. In res je škoda, da kot družba na to pozabljamo. Poglejte, nimam nobenih iluzij, to ni normalno, to ni običajno vedenje in ne mislim, da je ena stran boljša od druge. Ampak da bi ena stran priznala, da je druga stran v resnici prijazna in dobra in da bi druga stran dejansko razmislila o tem, da bi naredila kaj prijaznega in dobrega za svoje nasprotnike, je nekaj, na kar smo kot družba preprosto pozabili. Zdaj. Rekla sem, da bomo pogledali trenutek, ko se je spopadla s Charliem Kirkom in bila popolnoma uničena. Ker bodimo iskreni, res mislim, da je razprava v prid splavu res strašljiva in žalostna ter iskreno grozljiva za nekoga, ki iskreno ljubi otroke in dojenčke. Sploh ne razumem tega in imam svoje mnenje o tem.
Ob tem pa, to je le opomnik, zakaj se borimo za svoje pravice, zakaj se borimo za človečnost. Mislim, v redu, lotimo se tega. O tem lahko govorim kar nekaj časa. Iskreno, resnica je, da če poslušaš nekatere argumente za splav, mi je od njih kar malo slabo. Ne vem, osebno, če mene vprašaš, mislim, poslušaj, kaj ta ženska pravi. Ali obsojaš starše, ki se za to odločijo? Ker če še nikoli Ampak glej, nisi imela stvar je otroka, taka. je to Ampak glej, stvar je izjemno taka. Ne neobčutljivo od obsojam tebe. starša, ki se za to odloči. Ampak, Zakaj če si je v potem takem to stanju, narobe? draga, če si v zvezni državi brez izjeme, potem to ni izbira. Ženske, ki rojevajo otroke, za katere je 1000% gotovo, da bodo umrli, zdaj nimajo izbire. Povedala vam bom, kaj se mi zdi zelo zanimivo pri teh posnetkih iz prejšnjih debat. In lahko si jih za trenutek vse ogledamo. Poglejte tole, ta del za trenutek. Če sem iskrena, si res ne želim prededovati vseh teh debat o splavu, ker mi je od njih malo slabo. In naredila sem napako. To ni bila Jubilee debata, to je bilo od DAFA. Naj povem tole o oddaji DAFA. Ni Jubilee, ampak je ista vrsta stvari. Delajo ti debate in res bi si jih morali ogledati, ker je iskreno veliko različnih aha trenutkov, kjer mislim, da je bilo precej očitno, katera stran je zmagala. Pozni splav je nor, ne pa ime, ki jih podpira. Mislim samo, da je vse skupaj malo čudno in nenavadno, da o tem sploh govorimo. Ampak to je pogovor za drugič. To je video o človečnosti in o tem, kako lepo je videti, da si ljudje dejansko lahko pomagajo in se ne zataknejo samo v ogabnosti prepirov. In hvala za vašo pozornost glede te teme.